tako imenovana multidisciplinarna oskrba, se pravi, da prepoznamo, na katerih vseh področjih so težave v sklopu bolezni, gre samo za nevrološke težave, kot smo slišali, srce je lahko, sladkorna bolezen, sluh in podobno. Tako da je zelo pomembno, da znamo poskrbeti, da človek s temi težavami dobi ustrezno strokovno podporo na vseh teh področjih, kar na področju odraslih ni tako enostavno. Na področju pediatrije je to malo bolj urejeno, ker je to znotraj ene klinike, pri nas se pa že s tem, z organizacijo drugačno srečujemo in je že to velik izziv. In tukaj zdaj lahko rečem, da vseeno v zadnjih 10 do 20 letih smo uspešno vzpostavili neke načine sodelovanja, obravnave v sklopu teh multidisciplinarnih timov. Tisto, kar je pač novo v zadnjih letih, je to, da prihajajo zdravila, ki pa vplivajo tudi na sam potek bolezni, se pravi, da ne zdravimo samo podporno, simptomatsko, ampak da so zdravila, ki se vpletajo v same mehanizme, biološke mehanizme bolezni in do neke mere ščitijo živčne celice pred tem potekom, ki je sicer nezadržno napredujoč, sicer z različno hitrostjo pri različnih ljudeh. No in taka zdravila so zdaj pač postala na voljo. Eno zdravilo je registrirano v Evropi, ki ga tudi pri nas uporabljamo. Tisto, kar je zelo pomembno, je tudi za prihodnost, da lahko še pričakujemo več novih takšnih zdravil, ki bodo delovala predvsem na genetske vidike bolezni.